Direktor inštituta Jožef Štefan, Jadran Lenarčič, pravi, da si želi v življenju narediti čim več napak. Zakaj je temu tako, boste izvedeli danes. Matjažem Obranovičem pa, pazi, raziskujemo različne nezemeljske civilizacije od Plejadancev, Arkturijancev pa še o kom. V tokratni oddaji pa tudi, kaj vse priporoča klepet ob kavi, zato da ostajamo zdravi in vitalni. Zadnjič sem spoznala direktorja inštituta Jožef Štefan in moram reči, njihov direktor me je tako izjemno navdušil z vsemi temi stvarmi, ki jih v življenju počne in seveda tudi z vsemi uspehi, dosežki in presežki, ki jih na inštitutu tudi doživljajo. In po oddaji, ko smo zadnjič, ko smo se pogovarjali o robotih, mi je zaupal tudi to, kako on pravzaprav verjame, da se je pravilno motiti in kako mi vsi bežimo od tega, kako se bojimo življenja samo zaradi tega, da ne bomo naredili kakšne napake, da se ne bomo zmotili. Znanstveniki pa si pravzaprav želijo motiti. O tem pa tudi v ustvarjalnosti bomo govorila danes, kajti znova sem ga povabila v našo družbo. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala lepa za obisk. Se pravi, vi se radi motite? Zelo rad. Ampak ljudje se res bojijo tega, ne? Ja, seveda v družbah, ne nazadnje tudi šole, ki jih danes poznamo, so narejene na ta način, da se ne smeš motiti. Zato govorimo, da so šole, pa da ne bo kdo užaljen, ampak kot sistem, so neustvarjalne, težijo oziroma zavirajo ustvarjalnost, ne hote. Zato, ker gre samo za pridobivanje znanja oziroma nekakšno vzgojo, ne pa za ustvarjalnost. Ne gre za spodbujanje ustvarjalnosti. Kvečemu za spodbujanje radovednosti, ne pa za spodbujanje ustvarjalnosti. Vi ste tudi soavtor knjige Robotski mehanizmi. Pač sem prebrala eno stran, pa nič ne razumem, ampak na tej naslovnici je vaša slika, vi tudi slikate. Ja, pač tako je. Jaz že, ko sem bil v zelo mladih letih, sem se odločal, kaj bom študiral. Vse mogoče. Jaz nisem bil do konca prepričan, niti potem že, ko sem se odločil, da bom študiral elektrotehniko, kar je zelo zanimiv poklic, vsakega bi povabil v ta poklic. Vendar ljudje ponavadi napačno razumejo, kaj je to elektrotehnika. Zopet imajo to stereotipno podobo nekega elektroinštalaterja. V resnici je elektrotehnika lahko zelo abstraktno, zelo matematično, zelo navdihujoče področje. Jaz sem to šel študirati, ampak razmišljal sem, da bi študiral tudi sociologijo, da bi šel tudi v šport, ker sem se zelo veliko športom ukvarjal, da bi šel na akademijo, likovno in podobne zadeve, tako da jaz sem vsa ta vrata imam odprta in to je samo prednost v življenju, če imaš več področij. Prej, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da matematika, pa glasba ali pa neko, da to je vam dosti blizu, v tem smislu podobno, ker ponavadi imamo učence, ki so blazno dobri v likovni, pa vsem tem, kar morajo nekaj ustvarjati, kreirati, pol pa pri matematiki se pa ustavi, No, zame je ustvarjanje na vseh področjih enak proces. Gre za intelektualen proces na vseh področjih. Ustvarjanje je intelektualen proces, ki ga pa spodbujajo muze. Muze, to je navdih. Tukaj je tudi neka napačna podoba. Ljudje si muze predstavljajo kot neke ljubice nekoga. Tako, ženske pač, neke platonske ljubezni. Nasprotno, mislim, navdih je muza. Muza je navdih. In okolje, v katerih ni muz, ni navdiha. In je čisto vseeno, na katerem področju ustvarjaš. Zame je popolnoma vseeno, ali ustvarja na področju slikanja, ali na področju matematičnega modeliranja, robotskih mehanizmov, če hočete, ali na kakšnem drugem področju, družboslovnem, kjerkoli pač. Vsak končno intervju, ki ga imam, ali za kak časopis, tudi zdaj nazadnje, je neke vrste ustvarjanje. Je dejansko ves čas tudi kreiramo. Ampak tale zgodba tudi zapisana je zadaj, dolgo ste tole sliko nekako, kako pa bi zaključil, pa tako naprej, pol pa ste dobili navdih, pa takle je šlo, Ja, jaz govorim o kužnosti ustvarjalnosti. Ustvarjalnost ima neke lastnosti. Najprej potrebno seveda vedeti, kaj to je ustvarjalnost.
Ustvarjalnostjo jaz definiram kot iskanje ali pa sledenje neki idealni stvaritvi. Ne? Kaj pa je idealna stvaritev? To je pa neka mavrica, ki se ji približuješ in bolj kot si približaš, bolj se ti oddalji. Vsak slikar ustvarja skozi življenje neko sliko. Ko se ji želi približati, ko misli, da jo je naredil, se mu je ta slika oddelila. Kaj to pomeni? Da se je on razvil, da ima drugačne cilje, da se je proces ustvarjanja razvil in se pravi, ves čas slediš neki imaginarni stvaritvi, idealni stvaritvi. In nikoli ne prideš do tega. In nikoli ne prideš do nje, drugače bi nehal ustvarjati, če bi jo enkrat dosegel. No, najprej to. Potem je treba vedeti, da ustvarjanje ni povezano čisto z znanjem, znanje je samo, mene večkrat recimo vprašajo, kako je delati s takimi ustvarjalci, kot so veliki znanstveniki na inštitutu, vašem. Jaz rečem, pa vse vaši otroci so bolj ustvarjalni. Zakaj so? Seveda, in so. Otroci so bolj ustvarjalni, zaradi tega, ker za ustvarjalnost je potrebna iskrenost, je potrebna odprtost, ne smete biti strah napak, moraš imeti motivacijo in vse to otroci imajo. Zakaj imajo motivacijo? Zato, ker vsi in stare mame in starši vsi te spodbujajo, da nekaj delaš, če se stokrat zmotiš, nič narobe. Iskren otrok je iskren pri tem, kar dela, ne dela nobenih kalkulacij, koliko bo zaslužil s tem svojim izdelkom in podobno. Vendar pa tudi tle, na tem področju, tudi starši večkrat delajo napake. Mene so večkrat vprašali, me kdo vprašal, a moj otrok, ki je začel risati po zidu, a ga naj pustim, da riše po zidu, ker ustvarja ali ne? Moj odgovor je absolutno ne. Ker ustvarjanje ni nekaj, pa začneš, pa končaš, pa nekaj ti pade na pamet, pa se ne vidi. Ustvarjanje je zmeri proces, je zmeri projekt. Moraš imeti idejo, vprašanje je, kako priješ do ideje, ki je originalna. Tudi zato so potrebne okolje, o tem lahko še veliko govoriva. Torej, najprej moraš imeti idejo, potem moraš to idejo v bistvu prodati. Moraš dobiti sredstva za to, da jo realiziraš. Moraš svojim staršem, če si otrok, prodati to idejo, da ti pustijo, da boš barvice dobil, da boš, ne vem, pač karkoli želiš narediti. Potem moraš poizkusiti, narediš prvi prototip, ne dela, drugi prototip, te so pa te napake. Potem se na napakah učiš, delaš, se zmotiš, delaš, se zmotiš, delaš, se zmotiš in ta proces te prepelje eventualno do neke stvaritve, ki pa niti ni tisto, kar si zamislil v začetku. Zato se tudi ta stvaritev, ki ji slediš, se pač spreminja. Gre za evolucijo. Pa je možno priti do nečesa, brez da bi vmes napake delal, da se naučimo, brez da delamo napak? No, mislim, da možno verjetno je. Ne bom rekel, da ni, ker v ustvarjalnosti je vse možno. Se ravno v tem je ves, torej zato je sploh ustvarjalnost nastaja, ampak pravijo, da recimo nek filozof je rekel, da največ o neki stvari ve tisti, ki je na tej stvari naredil največ napak. Ja, tako. Najboljša šola. Najboljša šola so napake in tudi edina prava šola so napake. To pomeni raziskovanje. Vse napaka je v bistvu raziskovanje. Sej ne moreš se naučiti klavira igrati na ta način, da prebiraš note od Chopina, ampak da preigravaš tega Chopina in ga preigravaš in se zmotiš in ni prav in že misliš, da je prav, ti nekdo reče, ne, to ni prav in ti da neko, tudi ideje, ideje so zelo pomemben, poleg napak, ta druga stran, napaka, ideja. Ideja tudi ne nastaja kar tako. Ideja nastaja zmeri v trku z drugimi idejami. Nikoli svojo idejo ves čas samo razvijaš eno in isto idejo. Če pa hočeš priti do nove ideje, moraš trčiti z nekom drugim. Se pravi, je tudi pomembno radikalno sodelovanje, kot mi temu rečemo, radikalno sodelovanje. No, jaz sama sem bila v času svojega odraščanja ena izmed tistih, ki rej nisem stvar naredila, kakor da bi naredila napako. Ampak potem sem si malo zamenjala mogoče celotno situacijo, pa sem rekla, ok, se v bistvu sploh ne delam napak, ampak dobivam povratne informacije. Se pravi, če je moja pot, da pridem do Celja, pa pristanem na Ptuju, lahko rečem, ja, to je napaka, ampak v bistvu imam povratne informacije, kako se do Ptuja pride. No, vsekakor ste dosegli nekaj drugega in je tudi morda še boljše kot Celja. Sej ne bom rekel, da je Ptuj zdaj napaka sploh, ampak točno tako. Napake so tako kot je evolucija. Lahko gledamo Darwinovo teorijo evolucije, kako so nastajala bitja. Bitja so nastajala kot posledica nekih napak pri razmnoževanju, oziroma genetskih in drugačnih, dajmo reči kar napak. In s tem so se pojavljale nove priložnosti. Vsaka napaka je nova priložnost, v bistvu. Nekdo je, in podobno je ideja, zopet, nek filozof je rekel,
da če se midva izmenjava predmet, jaz imam en predmet, vi imate en predmet in se ga izmenjava, bova na koncu imela vsak en predmet. Če se pa midva izmenjava ideji, bova na koncu imela 2 ideji, oba, ne? Ne drži, ne? Ko midva izmenjava ideji, bova na koncu imela čez pol ure 10, 100 idej. Ideje nastajajo tako kot trg, ne? Se pomnožijo. Ja, multiplicirajo se, torej trčijo in nastajajo nove in nove ideje, ne? In iz tega, to je način, ljudje se resno ukvarjajo s tem, kako ustvarjati okolja, ker okolja so tista, namreč vsi ljudje, jaz štartam s tem, da smo vsi ljudje približno enako ustvarjalni, ko se rodimo. Problem je, kako ostati ustvarjalec celo življenje. Zato, ker družbe temeljijo v tem, da te postavijo v škatlo, da te zadušijo, ves čas te družba in okolje duši. Ko si se rodil, si pa popolnoma svoboden ustvarjalec. Platno, zdaj pa kar boš gor narisal. Prazno platno, tako. Tale trenutek pogledamo, kako Klepet ob kavi slika platna različna z dogodki, oziroma še pred tem dajmo preveriti, kaj so odgovorili naši gosti, ki smo jih vprašali, a je boljš kar nič poskusiti ali pa pač tvegati to, da se zmotiš. Če se zmotiš oziroma motiš, je seveda zadeva takšna, da to ugotoviš. Če pa nikoli ne poskusiš, pa se boš celotno življenje učitelj, če bi to poskusil, bi pa morda danes imel to pa to. Boljše, da se motiš, ker jaz sem se velikokrat zmotil, ko sem poizkušal delati. Tudi tedne nisem imel izdelka, tako da sem vedno probal, pa je enkrat gratalo. Dokaj nič ni poskusiš, ker v življenju treba vse poskusiti, da bi pol vedel, da si zmotil. Absolutno bi rekla, da nikoli nič ne poskusiš. Zaradi tega, ker jaz mislim, da v osnovi smo raziskovalci ljudje in če ne raziskuješ na enem nivoju, umreš in ko si mrtev, si mrtev. Želja vseh staršev je, da bi bilo otroku čim bolje, a nemalokrat v svoji preveliki vnemi delajo ravno nasprotno, še večje napake. Vzgoja današnjih otrok je seveda zaradi tehnoloških novosti ter obilice vzgojnih teorij in metod še toliko težja. Starši so nedosledni, otroci nemirni, neubogljivi, zmedeni, pretirano obremenjeni, nesproščeni, posledično pa tudi manj uspešni v šoli. Vse to vodi do vsesplošnega nezadovoljstva in manjše harmonije, ne samo v šoli, tudi doma. Klepet ob kavi prireja posebno delavnico za starše, ki jo bo vodila učiteljica samozavedanja Cvetka Ruter in na kateri boste na konkretnih primerih spoznali vzgojne postopke, s katerimi izgubljate svojo avtoriteto in energijo. V drugem izkustvenem delu pa se boste naučili raznih tehnik, ki bodo pomagale vam in tudi otrokom. Za več informacij o dogodku 02 6200 230 oziroma info@klepetobkavi.si. Kakšno informacijo pa najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Danes je v naši družbi dr. Jadran Lenarčič, direktor Inštituta Jožef Štefan. Veliko let nazaj sem prebrala tole klasiko Warrena Buffetta, ki govori o tako imenovanih mastermind skupinah. Po domače povedano, ljudje z različnih področji se skupaj dobijo, govorijo o svojih težavah, o tem, kje so padli in potem skupaj najdejo neke rešitve, ker imajo drugačne poglede. Je to neko ustvarjanje ustvarjalnega okolja? Ja, točno to. Torej, zdaj obstaja tudi drugi izraz, brainstorming in podobne zadeve. Mi govorimo o radikalnem sodelovanju. To pomeni, da je treba ustvariti okolja, ker je čim več raznolikosti, torej različni strokovnjaki ali pa različni ljudje, pač ni nujno, da so strokovnjaki, pač različnimi izkušnjami, morajo radikalno sodelovati. To pomeni, da vse mreže, ali ko bi rekel, ograje porušijo med seboj, tudi svoje notranje, najprej moraš svoje notranje ograje podreti. Ampak moraš biti velik človek za to. Prvo kot prvo, če imaš visok ego, tega ne boš dovolil. Drugo kot drugo, poglejmo, družba zelo zavrača drugačnost. Tukaj govorite, da moramo dejansko biti raznoliki, raznolikost, da je dobra. Tako je. Jaz posod, ker je veter, ker je odprtost. Ustvarjalnost nastaja tam, ker je odprtost, ker ljudje tudi upajo odkriti samega sebe. Torej, najprej rušiti svoje lastne kletke, potem rušiti kletke okoli tebe, se pravi v tem okolju. Okolja, ki so
zmeri so bila najbolj ustvarjalna okolja, ki so bila odprta. In če gledate, to je bolj ali manj seveda znano tudi iz zgodovine, in če gledate recimo razne sodobne muzeje, sodobne galerije in podobno po svetu, če greste na Dunaj, to so hale, ne? To so popolnoma, to so objekti, ki so malo nori, ne, ker seveda ni problem priti do ideje, problem je priti do nore ideje, ne. Ker, se pravi, ta odprtost je seveda ključna in zato jaz veliko kritiziram slovensko družbo, ki ima zelo močno tendenco zaprtosti, vztrajanje na nekih pozicijah. Ali pa recimo, Se pravi, slovensko okolje ni... Po mojem ne. Po mojem je slovensko okolje proti okoljem, ki jih jaz poznam. Se pravi, ni ustvarjalno? Ni ustvarjalno, je antiustvarjalno slovensko okolje in pač tukaj je potrebno pač to kritizirati. Ne? Zaradi tega, ker mnogokrat recimo politiki rečejo, moramo biti enotni. Mi, če hočemo iti naprej, moramo biti različni. Mi moramo poslušati eden drugega, mi moramo poslušati ideje, iskati boljše ideje. Najboljše je, kot je nekdo rekel, ko grem na nek sestanek s svojo idejo, pa bom prišel ven z neko drugo idejo. Ne? Zmeri je podlaga za napredek to, da sprejemaš tuje ideje. Meni gre naprimer zelo na živce, mene je mama učila, ko sem bil otrok, da je trmoglavost neka slaba napaka, slaba lastnost, da to ni prav. Ne? Danes se ljudje hvalijo. Najboljši predsednik države bo tisti, ki bo najbolj trmast, ki bo vztrajal na svojih pozicijah. Trmast, kaj je prispodoba trmoglavosti v Sloveniji zmeraj bila? Ja, osu, ne? Kar je tudi prispodoba neumnosti. Ne? Trdost, trmoglavost, trma, to si osu, nič drugega. Če hočeš biti ustvarjalec, moraš biti odprt, moraš sprejemati čim več, kar ti drugi govorijo, kar se dogaja, da opazuješ, da sprejemaš in spreminjaš svoje ideje in delaš napake in si odprt do vsega, kar prihaja. Tudi popolnoma norih idej. S tem je ravno, kako pride do nore ideje, ki jo boš potem skušal izpeljati. Ja, z vsako besedo mi je bolj jasno, zakaj na inštitutu, zakaj toliko presežkov, dosežkov, zaradi tega, ker imajo vodjo, kot ste vi, ki je res tukaj odprt in razume te stvari. A veste, kolikokrat naletim na kakšne pomembne ljudi na visokih položajih, kot je recimo tudi vaš, ampak srečam ljudi, ki so povsem zaprti, ki ne marajo raznolikosti, ki hočejo prepričati ljudi, da razmišljajo zgolj tako kot oni, da je edino pravo tisto, kar oni mislijo. Vi ste res en tak biser v Sloveniji, da na takšen način s taško miselnostjo vodite stvari. No, jaz mislim, da je kar več takih, ki razmišljajo podobno kot jaz. Je pa res, da imamo v Sloveniji ta stereotipa, da moraš vztrajati na nekih pozicijah in da to je tisto, da na tak način nekaj izpelješ. Vztrajnost je nekaj drugega. Torej, jaz, ko predavam v ustvarjalnosti, večkrat povem to, da sem bil najbolj ustvarjalen v svojem življenju takrat, kadar sem bil najbolj len. Ko se mi nekaj ni dalo pogledati v knjige, pa sem potem šel, recimo, če govorimo o matematiki, neko enačbo, neki izraz izpeljevati in sem potem izpeljal nekaj čisto svojega, popolnoma nepričakovanega. Ali pa, ko sem se nekje zaklepetal, recimo ob kavi, klepet ob kavi, ko mi je kolega nekaj rekel čisto tretjega in mi je bila to krasno dobra spodbuda, ideja, da sem naredil nekaj tretjega. Lahko sem se pogovarjal s kemikom, jaz pa matematik, recimo, pa sva imela čisto drugačna znanja, ampak njegov pogled je bil zame nekaj novega. Ampak vse je povezano, a ni na eni točki? Seveda, tako. Govorim torej o tem, da sem imel take lastnosti, kot je lenost, kot je pozabljivost, recimo, izpeljal sem neko enačbo, nisem mi dalo zapisati, kako sem do nje prišel, ker sem mislil, da bom celo življenje vedel. Čez 3 mesece sem pozabil, ko sem hotel to zapisati v knjigo in sem začel na novo razvijati in sem prišel do nje druge enačbe, ki je imela morda še večji prispevek, torej pozabljivost, lenost. Vse te lastnosti, ki si jih ne dovolimo v družbi, so pogoji, omogočajo ustvarjalnost. Ustvarjalnost je seveda odvisna, torej jaz govorim o kocki ustvarjalnosti oziroma zajetju ustvarjalnosti. Največ ustvarjalnosti dobimo takrat, kadar imamo neko kocko, ki ima 3 stranice, kot bazen. Največ vode ima tisti bazen, ki je kocka, tisti, ki je ploščat, nima nič vode. Se pravi, več strani in več stranic. Najlepša hvala, dr. Lenarčič. Jadran je bil v naši družbi, mi pa bova nadaljevala. Vi pa, malo pobrskajte.
Tako, Se v bistvu ne tako. rabijo, ker tudi nekatera reptilna bitja pomagajo človeštvu. Pomaga tako. Če ne drugega, nas brcajo v rit, da se prebudimo. Ne? Tako, Ja. ker to je vse igra Polarnost.